opažam, da ima veliko moških močno izražen ženski princip, ker ko ta maska pade, začne vse tisto, zaradi česar je ta maska nastala, prihajati na površje. Ali treba naprej, ali pa pač konec, ali pa umreš. In sem si pa želel živeti, ker je pač živeti. Občutek imam, recimo, če se pa zdaj osredotočim bolj na moški spol, da moški, ko prihajajo vedno bolj v stik s tem, čutijo veliko bolečine, ko izpuščajo to masko. Ker ko ta maska pade, začne vse tisto, zaradi česar je ta maska nastala, prihajati na površje. In pogledati to, zakaj si nataknil to masko, oziroma zna biti izredno, izredno boleče. Ker smo se naučili od tega odtujevati, si pred sabo prikrivati, in ker ne zdržimo s temi čustvi, ki prihajajo ven, pa ohranjamo oziroma ostajamo v tej maski in ne znamo, ne upamo odpreti tega, kar je v nas. A je za to kriva družina? Vzgoja? Mislim, težko bi kazal s prstom na koga, težko bi iskal krivca. Tudi se mi zdi, da ko sem jaz recimo šel na svojo pot, sem ugotovil, da mi nič ne pomaga, če jaz ugotovim, kdo je kriv za vse to, kar se je dogajalo. Je to družina kriva, je to okolje, je to sodobna družba. Vsekakor je sodobna družba tista, ki izvaja zdaj takšne in drugačne pritiske na posameznika, da še vedno živi na tak način, ali pa da sam sebi v bistvu preprečuje, da bi to, kar je v njem, res prišlo na površje. Ker danes imamo mi milijon distrakcij, ki jih lahko dnevno dostopaš do njih, in zaradi tega ni potrebno pogledati, kdo ti res si. Tako da okolje definitivno je tukaj lahko en razlog, družina je drug razlog, ker družina je brezpogojno spoštovanje do družine, kljub temu, da je bila družina, se ni do tebe brezpogojno spoštovano obnašala. Ljudje dostikrat rečejo, je pač starše moraš spoštovati. Jaz tukaj se s tem ne strinjam. Spoštovanje si je treba zaslužiti. Spoštovanje ni nekaj dano samo zaradi tega, ker je mama mene rodila in ker je oče mene naredil. Če sta mi, ne vem, bom rekel, zlorabljala na nek način, ne bi si bilo to fizično ali čustveno. Zdaj ti se lahko naučiš, da boš takega človeka spoštoval, ampak telesno ga ne moreš spoštovati. Nekoga, ki te je zlorabil, ne mogoče, da ga spoštuješ. Lahko se prepričaš, vendar potem živiš v iluziji. Tako da okolje, družina, pa potem lastna prepričanja ti onemogočajo, da bi to masko odvrgel in še naprej ohranjaš. Pač pa ti pa situacije pokažejo bolečine, bolezni, razdrte partnerske zveze, slaba finančna situacija in tako naprej. To je vse v istem. Sprej, ko se nekaj podre, se podira vse ostalo. Ja, pa dolg časa se še v tem svetu, mislim, da ker imamo res veliko energije, se lahko ta iluzija umetno ohranja. Zelo dolg časa se lahko, dokler nekega res ne pride trenutek, ko se ti pač, potem pač, če želiš videti. Nekateri ne želijo videti in grejo do konca. Pa če tebe vprašam, koliko časa je tebi vzelo to prebujanje v sebi? Mi še jemlje. Še jemlje. Ravno zadnjič me je nekdo spraševal, 2011 se je začelo, 2016 sem stopil uradno na to pot, 3 leta nazaj sem pa dojel še nekatere stvari, da sem vse, kar sem delal brez telesa. Wow. Potem se pa še na telo začel pozornost dajati, tako da zdaj dobrih 15 let, recimo 14 let konkretnega dela na sebi, 3 leta res konkretnega, trdega dela na sebi. Gre za, bom rekel, gre za spreminjanje holistično sebe, ne samo za moj intelekt. Razumem, ja. Razumem. Ampak je bilo na začetku zelo težko, verjetno. Mislim, kaj je tebe spodbudilo, da si sploh se odločil, da ne boš popustil na sebi, ampak da je to zdaj pot za tebe, da začneš na sebi delati? Kaj me je spodbudilo? Še danes ne vem, kakšna je bila tista motivacija, ki me je gnala naprej, ampak nekaj v sebi mi je govorilo, da ali treba naprej, ali pa pač konec, ali pa umreš. In sem si pa želel živeti, ker je pač življenje lepo. Potem sem iskal načine in pač vztrajal v neki svoji praksi, ki sem si jo sam zmišljeval takrat. Tako da ne vem, kaj ne rečem, mogoče je sreča, mogoče nekdo čuval mene, nekdo opazil na mene, da sem v tistih najbolj temnih nočeh še vedno vztrajal, kljub temu, da je bolelo, peklo,
bilo za popizditi, pa sem vseeno pač nadaljeval in nadaljujem še zdaj. Če mogoče imamo kakega poslušalca, ki je v isti situaciji, ali pa podobni, ki mu je težko, kaj bi mu svetoval? Jaz bi mu svetoval, naj si najprej poišče čim prej pomoč. Zato, ker preveliko moških in tudi žensk pa predolgo časa trpi v tišini. Sam vem, da me je to zelo zaznamovalo, ampak takrat ni bilo nikogar, kamor bi se lahko obrnil. Sploh ne pa moških, ker moški rabimo moške. Moški se bo zelo težko odprl drugi ženski, že zaradi nekih stereotipov, po drugi strani ga pa ženska nikoli ne bo mogla tako dobro razumeti, kot ga lahko razume moški. In zdaj, ko imamo moške skupine, recimo, ko vidim jaz, kakšne transformacije se tam dogajajo, je to nekaj, kar bi vsakemu moškemu priporočal. Pa ne zaradi tega, ker jaz to počnem, ampak zaradi tega, ker je za moške to res dobro. Se to mi je bilo fascinantno, ko sem videla, da delaš te moške energijske kroge, ali sem pravilno... Niti ne energijske, ampak delam samo pač vikend odmike za moške, poletne tabore za moške, kjer smo 3-4 dni moški skupaj in držimo drug prostor in ven prihajajo pač vse. In ko ti v družbi moških lahko poveš nekaj, nisi obsojan, nisi zasmehovan, nisi zaničevan, vidiš, da je vsem ostalim podobno, se noter počutijo, potem dobiš moč in podaš ven tisto, kar je v tebi noter ujeto že 30, 40, mogoče 50 let in to se kot si ne dvignejo. Res. To se oni zavedajo, ko pridejo tja, da bodo to odkrili? Ne. Zato, ker ljudje se učijo ljudje mislijo, da se je moškost nekaj, kar se naučiš. In dejansko ljudje potem, saj jaz sem tako delal, oblačimo plašče moškosti. Jaz preberem knjigo Pot odličnega moškega, preberem knjigo No More Mr. Nice Guy, preberem še par knjig o moškosti in jaz zdaj pač vem, kakšen je, in pa začnem krožiti z energijo in to zdaj moški. Nihče se pa ne loti odstranjevanja tega, kar moškim preprečuje, da bi postali moški. To so pa travme, ki jih imamo, čustveni incesti, ki jih imamo z našimi mamami, torej zlorabe čustvene, nobene veljave oziroma povezanosti z našimi očeti, te zamere, bes, gnev, sovraštvo, nemoč, stiska v nas noter. In to so čustva, ki pa imajo pač kinetično energijo in če jo ne začutimo in ne znamo uporabiti, potem jo zlorabljamo. To je pa potem lahko veliko slabega naredimo za druge, predvsem pa sebi. Definitivno. Veliko slabega delamo. Se pravi, je ta bes energijo v moškem, se v bistvu jo lahko uporabi na več načinov, da jo izraža. Mislim, če ti dam primer, macolo, Okay. Macolo lahko uporabiš ali pa zlorabiš, Ja. Zdaj lahko jo uporabiš, da nekaj dobrega narediš z njo, lahko pa nekoga ali pa nekaj uničiš. In isto je s čustvom, z besom. Z besom lahko ti daš nekomu vedeti, da to, kar se je pa zdaj zgodilo, ne boš nikdar več dopuščal in da okolikor se bo to nadaljevalo, boš ta odnos prekinil, ubil, recimo. Ne boš ubil človeka, nikakor, ampak boš uničil, prekinil ta odnos. In če to znaš povedati, in to je dejstvo, in nujno, da znaš povedati to na odgovoren, zrel, racionalen, zavesten način, temu rečemo čustvena zrelost. In če znaš ti bes izraziti na tak način, boš lahko mogoče nekaj dosegel, če ga boš pa izrazil nekontrolirano, boš pa ponavadi zlorabil to energijo, ki je drugače zelo močna in boš verjetno, oziroma ne boš dosegel tistega, kar si želiš. Pa veliko gre te energije skozi teh udeležencev v krogu. A je veliko tega besa gre ven iz moškega? Ogromno. Ogromno besa, potlačenega in ogromno žalosti in bolečine. Veš, ko si ti, ko gledaš ti recimo, ker ne vem, tisti, ki bojo poslušali, moški poslušalci, sploh stari od 40 let naprej, recimo, si upam trditi, da redko, kjer od njih je imel z očetom tisto res povezavo med očetom in sinom, da si oče čas zate vzame, da ti da potrditev, da ti pove, ej, sine, super si, dober si, bravo, a ne znaš tega, nič hudega, prej ti bom jaz pokazal, te bom naučil, ampak je bilo velikokrat, kaj ne znaš, pa ti si nesposoben, dej, bež stran, jaz to sam naredil. In otrok dejansko očeta gleda kot Boga, ta Bog pa z njim ravna na tak način, in otrok noter se prebuja. Mogoče tudi poslušalce, ki so v vlogi očeta trenutno. Da naj svoje sinove sve čuvajo. Ampak ta čustva, se pravi ta izražanje čustev pri moških, se mi zdi, da ni enako kot pri ženskah. Ženske že po naravi lažje se odpremo. Ampak zakaj je ta
ta noter neka krč, ki se pojavi pri moškem, zdaj pa jaz ne smem čustev kazati. Jaz ne smem izraziti žalosti, lahko izrazim jezo, žalosti ne. Ker se ranljivost povezuje s šibkostjo. In mi imamo napačno prepričanje, da ko smo ranljivi, da s tem pokažemo svojo nemoč, svojo šibkost. Nasprotno pa pokažemo ravno našo največjo moč. Po eni strani to, po drugi strani je pa, da je moški skozi tisočletja bil primoran disocirati svoje telo, torej svoje čustva od svoje zavesti, ker je vstopil v bitke, vstopil je v vojne, šel je v lov in tam se je dogajalo ogromno hudih stvari. In če je moški želel preživeti, je moral odrezati to čutenje tega, drugače bi na njega tako vplivalo, da bi tudi on potem lahko, ne vem, jaz si ne predstavljam tega, ampak da si ti še ni toliko časa nazaj, ne, pač 100 let nazaj, prva svetovna vojna, malce več, če si boste pogledali film Nič novega na vzhodu, ali kaj že tisti film, ko vidiš svojega prijatelja, ki gre ven in mu čreva ven silijo in veš, da bo umrl in ti zraven moraš poskrbeti, da boš preživel sam, torej ne moreš ti zmrzniti tam, ne moreš ti pustiti, da te čustva prevladajo, ampak moraš dejansko potisniti čustva proč in iti iskati preživetje, ne, in se mi zdi, da to vse vpliva dejansko na to, da smo moški. Ženska po drugi strani je pa mama, ne, je pa mati narava je odločila, da bo ona mama. In če hoče otroka učiti, sploh v prvih letih njegovega življenja, se vse to dogaja samo na telesni ravni, torej na čustveni ravni. Mama je tista, ki dejansko vpliva na otroka, na njegovo desno možgansko hemisfero, ki pa je povezana s telesom oziroma s čustvi. Šele kasneje pride, pri nekem 18. mesecu otrokove starosti pride v veljavo, če lahko rečem oče, ki pa začne otroka potem učiti, kako deluje in naj bi delovala pa leva možganska hemisfera, ki je pa potem bolj moški način delovanja, ne. Tako da tukaj je potem ta razlika, zakaj moški na ta način ne kažejo ženske, pa zakaj so bolj čustvene. Se pravi, je nekako primoran zatreti to, da zaščiti. Lahko bi to rekli, ja. Se predstavljaš, mislim, da moški, ne vem, se nekaj zgodi, družina je doma in se nekaj zgodi in moški podleže čustvom in ne morem, sem tako razočaran, sem žalosten, on mora to dati stran, iti tja, se boriti in potem kasneje pa si lizati svoje rane, ne? In tukaj je pa potem ženska tista, ki mu pomaga, da se pa on zaceli, da se uredi, ne? In te vloge pa se mi zdi, da so zdaj bistveno bolj zamenjane, da niso več tako tradicionalne. Pa vprašanje, za kam bo to šlo. Kaj lahko poveva o tem? Meni se zdi, da so samo vloge menjene v današnjem času. Jaz mislim, da bo naslednjih 40-50 let še tako. Preden bomo spoznali, preden bojo ženske spoznale, da način, pa nič narobe s tem, kar delate, ampak da na način, kako usvajate svet, ni ženski način, ampak je moški način. Ni družba tista, ki nas je prisilila v to. Jaz se živimo v taki družbi, ne? Živimo v moško usmerjeni družbi in ženska danes, ki želi uspeti, je edini način, da to naredi, je na način, kot moški to dela, ne? Ampak to je pa skregano z njeno strukturo telesa, ker funkcija moškega pa funkcija ženske sta popolnoma drugačni in funkcija pa vedno vpliva na strukturo tvojega telesa. Definitivno se strinjam s tem. Danes se kaže v tem tako, da jaz sem gledal podatke, sicer za leto 2022, na Cipru recimo je rojenih otrok s carskim rezom že okrog 45%. Ženske ne rojevajo več po naravni poti. Eden izmed razlogov je verjetno ta estetski, se pravi, nočejo imeti raztegnjenih mišic vagine. Po drugi strani pa je razlog v tem, da ne želijo iti skozi to bolečino, pa tudi, da ne morejo včasih roditi po naravni poti, ker imajo preveč zategnjeno trebušno mišico, ker preveč trenirajo trebušne mišice ali pa ker so preveč v spredju in morajo dejansko držati napet trebuh, ker ženske je bistveno bolj strah kot pa moškega. Pa tudi struktura njene mišice je čisto drugačna. Vse tukaj ne bova šla zdaj v detajle, ampak pač jaz mislim, da se na dolgi rok, da se bo to stanje še poslabševalo. V trenutnem času, ko živimo, že prej je bilo težko, mislim tako, da bi imel vsak moški vsaj 4 arheotipe naenkrat. V današnjem času pa, kateri je tako, bi ti rekel, kateri prevlada zdaj trenutno pri moških? Veš kaj, vsak arhetip ima svojo, rečeva, svetlo in senčno plat, ne? Okay. In svetle plati skoraj ne prepoznavam pri ljudeh.
prepoznavam pa ogromno senčne plati teh arhetipov, recimo, ne. Se pravi, če vzamemo princip bojevnika oziroma arhetip bojevnika, ne. Bojevnik je nekdo, ki se bori za pravičnost, ki se boji za boljši svet, ki se bori za druge, recimo, ne, ki bo se postavil kdaj tudi za druge, a ne glede na to, kako bo on pri tem, a bo deležen pritiskov, a bo deležen kakšnih groženj, a bo deležen česarkoli, ne. On bo pač probal urediti zadevo, ne glede na to, kaj bo to za sabo potegnilo, ne. Imaš pa ti na drugi strani veliko bojevnikov, ki so pa buliji, recimo, ne. Tisti, ki ustrahujejo druge, recimo, ne, ki zlorabljajo to svojo fizično moč, če rečemo lahko, ali pa kakšno drugo moč, a ne, in dejansko se več tega kaže, ker so posledice bistveno hujše, če ti svojo, bom rekel, svetlo plat zagovarjaš, saj na kratek rok se te posledice pokažejo zelo močne, a ne. Torej, ljudje te brigaj se zase, ne vem, mogoče bojo kakšne kazni, mogoče bojo, ne vem, kakšni pravni postopki zaradi tega, ker si se postavil za nekoga, a ne. Jaz vem, da sem kot mlad fant se postavljal za moje prijatelje, pa sem jih pa jaz spasal, recimo, ne, namesto njih, a ne. In tukaj pač ljudje potem odnehajo, zaradi tega, ker Izkoriščanje. ja, pa tudi se mi zdi, da velikokrat pač itak ne dobiš nagrade in to tudi delaš zato, da ne boš, mislim, ti ne delaš to za nagrado, ampak ljudje ne znajo ceniti tega. In potem se mislim, da ta bojevnik noter v ljudeh vedno bolj zamira. Kot z ostalimi arhetipi se mi zdi podobno. Ok, zdaj se pa dotaknemo se še ostalih, ki ti vidiš, da res primanjkuje tega, te svetle plati. Recimo pri ljubimcu, če sva že. Ja, ravno tega sem imel v mislih, ja, tudi zdaj. Se pravi, ljubimec je lahko, bom rekel, nek Don Juan, ki hodi okrog in osvaja ženske in ima katero hoče in zna, in danes, recimo to, ko jaz vidim, koliko je moških, ki smo bili čustveno zlorabljeni od naših mam, ki ženske poznamo zelo dobro, vemo točno, kaj čutijo, kaj želijo, lahko na zelo hiter način v bistvu dobi žensko, ji zna povedati prave besede, ker ženske so danes lačne tega, mislim, suša je na tem področju, ker so moški pač ostali taki, kot so. Znaš hitro pihniti na dušo, mi rečemo, in lahko dosti hitro prideš do tistega, kar moški velikokrat želi v ženske, ampak po drugi strani pa ni prevzemanja neke odgovornosti, a ne, da bi potem ostal ob tej ženski in bil tudi takrat, ko ona pa ni v najboljšem položaju, ko ni najboljše volje, ko ima svoje cikle, ki se ji dogaja, ko je besna, ko je v svojem čustvenem viharju, takrat se pa on s tem pač najraje ne bi ukvarjal, a ne, in bi on takrat to samo stran potisnil in šel v druge ženske, a ne. Dober primer tega je recimo, ko moški danes so zelo free in oni ne vejo točno, oni se prepuščajo in oni bi šli, ja, z več ženskami, saj ni problema, saj lahko so odprte veze, ne. Ne upa se pa, ali pa ne želi se pa prepustiti eni ženski in z njo biti, tudi tako, kot si prej rekla, ko si se pogovarjala, da ko bo po čez 10 let, 15 let ta ženska drugačna, ko bo na njej se tudi telo spremenilo, ko bo ona prišla iz perimenopavze v menopavzo, ko se ženska takrat najbolj spremeni, takrat pa zahteva, bom rekel, pravega ljubimca, da bo obstal ob njej in jo tudi ljubil, ko je ona 30 let kasneje, ko sta se spoznala, ne. Kako bi zdaj lahko to žensko prepoznala, recimo pri moškem, da je zdaj on ta pravi v vlogi ljubimca? Mislim, ženska ima eno zelo dobro orodje ali pa orožje, če rečemo, to je pa ženska intuicija, ne, ki jo ima v prvi meri zaradi tega, da lahko ona izbere partnerja, ker ženska, ko gre v intimni odnos z moškim, tvega bistveno več, kot tvega moški, a ne. Ker zdaj se to sicer spremenilo s prihodom kontracepcije, se je to bistveno spremenilo in takrat so ženske nehale biti tako pozorne in mislim, da se je takrat tudi izgubilo nek stik s to intuicijo, ker ženska je mogla prekleto dobro vedeti, koga bo spustila v svoje telo, kajti ona je mogla biti skoraj prepričana, a bo ta moški čez naslednjih, ne vem, 15-20 let še vedno z njo, ali bo ta moški pač njej pustil nek spominek in ga ne bo več, recimo, ona bo pa ostala in njej se bo življenje obrnilo za 360 stopinj, on bo pa šel, a ne. Spravi, je to torej ženska intuicija, če nekaj ne štima znotraj mene, kar čutim ob tem partnerju, potem definitivno je nekaj na tem, da bi. Ja, sigurno je nekaj, kar se splača preveriti, ne.
ker se splača preveriti, ampak ta povezanost z intuicijo žensko je nujna povezanost s telesom. No, one so pa tudi ženske pretirano v svojih glavah, niso več tako povezane s svojimi telesi in ta intuicija ne pride več tako močno do njihove zavesti in pol one ne vejo več točno. Ne. To bi lahko temu rekel, da pač te lula tišči, ampak pač ne greš. Ne. Potem pa pismo zdaj pa res moram iti, ka pa že boli, veš, ka že tako pritisne. Se pravi, ne čutimo dobro sami sebe. Večino, recimo, dober dokaz tega je to, da je bilo po zadnjih podatkih v Ameriki je več žensk varalo svojega partnerja, moškega kot pa moških žensk. In tudi v Sloveniji, recimo jaz pač med kolegi terapevti slišim veliko informacij, da več do terapeuta in pove, ali pa moški pride preče, ugotovil sem, da meni se je zgodilo zdaj v 2 mesecih 6 primerov sem imel, kjer je moški prišel in rekel, jaz sem ugotovil, da se moja ženska dopisuje z drugim moškim pač po telefonu. Ne vem, a sta kaj imela, ona pravi, da nič, ampak to je nekaj, kar se dejansko bolj dogaja zdaj po ženskah. In ženska, če na kratek rok razmišlja, je to za njo super. Se pravi, meni tukaj ni všeč, jaz tukaj ne dobim potrditve, ne dobim tega, kar hočem, najdem si ljubimca, ampak ne razmisli pa, kaj bo to za sabo potegnilo. Ona ima 2 otroka, 3 otroke, ima moža, ima ta skupaj hišo, in ko bo mož to zvedel, vprašanje, kaj bo potem. In zdaj, če bi ona razmišljala na dolgi rok, torej, če bi bila ona, rekel, daljnovidna, zato pa rabi intuicijo, bi razmislila, ali res grem zdaj rajš skočim na zmenek z nekim ljubimcem, ki mi trenutno zelo ugaja, pa ustreza, ali pa rajš probam urediti ta partnerski odnos z mojim partnerjem, da bova midva lahko potem zopet ljubimca. In Mislim, da je taka ženska bolj tudi spoštovana v zvezi potem. kako Da to ve, misliš? kje so njene meje, da ve, kaj bo s tem moškim naredila, ker zdi se mi, da ima neko pozicijo ženska. Seveda jo ima, je zelo pomembno. Ja, isto pomembno, ampak ponavadi so ženske tiste, ki prisilijo moške, da stopijo v zvezo, ker moški že po naravi ne premišljuje, da bi se vezal na eno žensko, če gledava iz vidika narave. Ja. Samo a ga prisili, ali ga povabi. Ja. Ker zdaj kitajski pregovor pravi, da je ženska vrat in moški glava. In zdaj, če ti, pa temu ne rečem jaz manipulacija, ampak mi bi moški, in to se rekel vsi, ki bojo poslušali, se bojo strinjali s tem, mi bi za vas ženske naredili vse. Ampak ne na prisilo, ne da Ti mene si. zakaj si nisi to, dej ti, ampak da ga povabi in reče, zdaj pa res že 2 meseca nikamor nisva šla, ful bi si želela preživeti več časa s tabo, ful bi rada se zopet ob tebi oblekla, rada bi se uštimala, rada bi bila tvoja, da bi nekam šla, da bi me pelal. Mislim, garantiram, da bi ogromno moških, če ne vsi moški, z veseljem to naredili. Da ni napaden, da se ne počuti napadenega, da pač, da se počuti sprejetega tudi tak, kakršen je, in da, se pravi, malo sem postavil stvari na stran, glede naju, zdaj pa lahko greva. Ja, pa da se naučimo izražati svoja primarna čustva, Tudi, ker recimo moški imamo v sebi ogromno strahu in ne povemo, ne znamo izraziti, da nas je strah mogoče včasih, ampak potem smo jezni, pokažemo jezo, ženske pa imajo ogromno žalosti, ampak ne upajo ali pa ne znajo pokazati svoje žalosti in grejo v jezo. Ženska potrebuje neko čustveno stabilnost, bi temu rekli. Definitivno. Kar pa moški, ne bom rekla, da ne vejo izkazati, ampak jo premalo izkazujejo v tem kontekstu, ki jih je strah se odpirati pred ženskami. Pa ne samo zato, veš, zakaj jaz mislim, da je tako? Zato, ker ko se ženska odpre, v moškemu to sproži na njegovi strani nekaj. In moški ne zna shendlati s svojimi lastnimi čustvi. Ne gre sploh za to, da jaz ne znam hendlati s tvojimi čustvi. Gre za to, kaj se meni zgodi. Ko ženska začne do mene prihajati z nekimi zahtevami, z nekimi opaskami, z nekim pritoževanjem, z nekim obtoževanjem, karkoli se v meni začne sprožati. Ponavadi se v meni sproži glas, tako bom posplošil, nisem dosti dober. In potem jaz branim to. Ali pa se zaprem pred tem, ali pa se odmaknem, ali pa odrinem, ali pa napadem, ali pa udarim. Ne zdržim s tem, da se v meni sproži, nisem dosti dober. In če jaz znam držati s tem, nisem dosti dober, ker večino moških, ko pride k meni, pridemo po nekem času do tega, da imajo v sebi zavedanje, jaz v bistvu nisem dosti dober. Zato, ker mi foter nikoli ni dal te potrditve.
Zato, ker mi ni prišel gledati na fuzbal, ni prišel na tisto pomembno tekmo, ko sem imel. Ni mi rekel, da je ponosen name, ni mi dal potrditve, rekel, sin moj, pismo v redu si, ja, zelo si nekaj narobe naredil, ampak vse se boš naučil, se si še mlad, daj ti bom pokazal. Ne? In moški dobivamo vse čas občutek, oziroma to jaz bi rekel, da je to rak rana moških. Nisem dovolj dober. Kaj pa tiste družine, kjer sta sam mama pa sin? Problem je, ker ženska potrebuje partnerja. In tako, kot si prej rekla, ženska potrebuje čustveno varnost. In če tega ne dobi od svojega partnerja, si lahko predstavljaš, kje bo to iskala. In sin, ki je svojo mamo, je izgubil v narekovajih svojega očeta in čuti njegovo mamo, kako trpi. In ker se boji, ne zaradi ljubezni, ker se boji, da bo mama njegova živčna, depresivna, slabe volje, on svoje potrebe potlači in začne zadovoljevati čustvene potrebe svoje mame. Je slišati te ženske, ki so šle skozi težko preizkušnjo, recimo s partnerjem. Jaz sem zadosti močna, lahko poskrbim za svojega otroka, ne rabim partnerja. Seveda. Potem pa vidiš te ženske, ki še pri otrokovih 10 letih še vedno spijo z njim v posteli. Pa ne zaradi tega, ker otrok to rabi, ampak ker ona to rabijo. Povem, da sem včasih sem močno zasovražen zaradi tega, ker govorim, ampak mi je čisto vseeno, ker to je resnica. In dokler tega ne bodo ženske dojele, spredvidele, bojo delale čustvene invalide, dečke. Ker si ženska, sploh kadar ji partnerski odnos ne uspe, ima slabo vest pred otrokom in potem začne postajati dobra mama, namesto da bi bila močna mama. Mama pa ne sme biti dobra, ampak mora poskrbeti, da ji je dobro. To pa je velika razlika. Zanimivo. Se še lotiva tega kralja? Kralj, zrel, odločen, moder, pravičen. Nek arhetip, ki bi rekel, da združuje vse ostale arhetipe. Zdaj vsi poznamo verjetno zgodbe o kralju Salomonu, vsi poznamo zgodbe, pravljice o pravičnih kraljih, ki so vladali odločno, ampak pravično. In verjamem, da so nam vsem te zgodbe bile všeč. Ker je zelo slabo ta kralj pospremil v ječo in dal kaznovati, pravičnost, iskrenost, zvestobo je pa nagradil. In jaz se nagibam k temu, recimo pri sebi, da bi nekoč mogoče postal ta kralj. Da bom znal v sebi noter vse te arhetipe združiti, tako čarovnika oziroma maga, bojevnika, ljubimca, tudi spremeniti njihove otroške male arhetipe v te odrasle arhetipe in jih na koncu združiti v neko celoto, kjer bi kralj sodeloval z njimi. Se pravi, da bi kralj imel ob sebi bojevnika, ki bi se postavil takrat, bi zagotavljal red, mir in pravičnost in si upal iti v težke boje, ker konflikt ni fajna stvar. In ker ni fajna stvar, velikokrat mi ne upamo iti v konflikt ali pa ne želimo, ker se bo treba s tem ukvarjati in potem se rajši izogibamo konfliktov. Ampak to ni integriran moški. Integriran moški ve, da bo težko, ve, da ne bo fajn, ampak naredi tisto, ker ve, da je to prav. In tukaj kralj rabi v sebi bojevnika, rabi v sebi čarovnika, ki mu bo skozi, bom rekel, ta duhovno povezavo. Se pravi, moški rabi imeti duhovne prakse, rabi biti povezan, bom rekel, lahko z očetom nebom, z matero zemljo, rabi vedeti, da on ni samo fizično bitje, ampak je duhovno bitje, ki naseljuje to fizično telo in da ostaja povezan s svojimi predniki, da ostaja povezan s, rečemo, svojimi vodniki, z nekim spiritom in zaupa, da ga ta spirit vodi. Zdaj, ta spirit je lahko Bog, lahko je to energija, lahko je to življenje, lahko je to karkoli, misija, poslanstvo. In se mi zdi, da kralj torej potrebuje v sebi tega čarovnika, ki mu bo svojim znanjem svoj vpogled v duhovne sfere tega življenja, ki so, ne vem, mogoče bolj energetske, tudi ne tako fizične, mu bo pomagal svetovati, da se bo lahko bistveno bolje odločal. In pa ljubimca v smislu, da bo pač znal ljubiti ne samo svojo ženo, ampak svojo družino, svoje otroke, ljubiti tudi druge ljudi, biti sočuten, biti nežen, biti mehek, ne pa izkoriščati tega na ta način, da bi zadovoljeval samo svoje površinske potrebe, recimo. Se to je ta ljubezen do sebe, ne? Koliko si sploh moški dovoli izkazovati ljubezen do sebe?
Zdaj, moški si velikokrat misli, da si izkazuje ljubezen do sebe, a ne, dostikrat je to skozi šport, ampak potem, ko vidim te izraze na obrazih moških, ko športajo, je to vse bolj kot veselje pa ljubezen, ampak je trpljenje. Mislim, poglejte si naslednjič, ko boste videli nekoga, ki teče, kakšen je izraz na njegovem obrazu. A je vesel in teče zaradi tega, ker mu je lepo, ali je suffer na obrazu. In 90% ljudi ima na obrazu in kolesarjev in tako naprej. Pač. Tu govoriva o tisti, ki pretiravajo v športu. Ja, sej, vprašanje pa, zakaj pretiravajo, kaj s tem delajo. A greš ti v šport uživati? Jaz zdaj v šport grem uživati. Jaz pridem domov, ko športam, pridem domov boljši, kot sem šel. Ne pridem utrujen, a pridem z več energije, ne pa z manj energije. Ne? Večina ljudi gre pa v šport, zato ker mora dati ven nekaj, česar ne more urediti na drugih področjih svojega življenja. Se pravi, namesto da bi s partnerko imel en konkreten pogovor glede nečesa, glede naju recimo, bom jaz šel v šport, bom to energijo butnil ven in potem bom jaz večer utrujen in se mi ne bo dal s tem ukvarjati in niti ne bom čutil tega več, ker sem itak skozi pedala dal vse ven. Zanimivo. Tamak, to je pa tako v nas, že cel čas, saj si ga že omenil parkrat, čarovnika, ne, te pomaga. Ta energija moška, ki se pretaka po telesu. Zdaj, kako bi lahko te 4 arhetipe, sploh moški, uzavestil, v sebi prebudil? Da bi jih res začutil pa začel živeti, tako kot so jih predniki živeli, ali pa ko je še bolj izrazito, se pravi, kdo je v moški energiji pa kdo v ženski energiji. Mislim, za poglobljeno delo moškega bi vsem, ki jih to zanima, bi jim predlagal, da preberejo knjigo najprej. Lover, Magician, King and Warrior. Ne vem, sicer zdaj se ne spomnim, a so noter kakšne vaje ali ne, ampak jaz to recimo pri sebi delam z vprašanji. Z iskrenimi vprašanji, ki si jih sam sebi potem tudi iskreno skušam odgovoriti. V smislu, kaj od tega še delam, pa vem, da ni prav zame, in pa kaj bi moral narediti, pa tega ne delam, pa vem, da je dobro to zame. Ne? In tukaj ko si ta iskrena vprašanja postavim in si na njih iskreno odgovorim, potem sem vedno bliže temu, da vidim, kaj je potrebno v mojem življenju narediti, da bom jaz postal eden od teh. Seveda ima svoje duhovne prakse v smislu discipline, v smislu doslednosti, v smislu kontemplacije, fokusa, treniranja, meditacije, koncentracije in tako naprej, ker bo edini na ta način lahko moški začutil, kaj je v njem in kaj iz njega želi priti ven, da bo on, ko bo na smrtni postelji, lahko rekel, wow, naredil sem vse, to je to, zdaj pa lahko umrem, umrem izpolnjen. Za mene je in to probam narediti vsak večer, da ko se uležem v posteljo, rečem, a sem danes naredil vse, kar je bil moj karmični namen. A sem naredil vse, kar sem rekel, da bom naredil, vse, kar vem, da bi moral narediti, a sem naredil vse, tudi tisto, kar je bilo težko. In ko sem naredil vse, zaspim z nasmehom na obrazu, me niti ena misel več ne preganja, nisem treniral, nisem... Ja, saj kaj pa pol narediš s tem, kar pač nisi naredil, pa pač napišeš za naslednji dan, se ne obremenjuješ s tem, da ti pač zdaj nekaj ušlo, pa nisi mogel narediti. Se ne obremenjujem, samo pazim, da tega ni preveč. Zato, ker jaz razlikujem med stvarmi, ki so pomembne, pa med stvarmi, ki so nujne. Super. In če delam jaz pomembne stvari, potem je nujnih vedno manj. Se pravi, so prvo vrednote? Definitivno. Ki si jih moramo zastaviti, kaj je na prvem mestu, in potem po tej lestvici gremo, da si pišemo prioritete čez dan. Mislim, itak, če niso te naše prioritete povezane z našimi vrednotami, potem mi ne živimo svojega življenja polno. In tudi naše želje se potem dostikrat ne uresničujejo, ker niso naše želje povezane z vrednotami. Ravno dopoldne sem imel en Zoom posvet z nekom in sem rekel, ko danes večina moških, mladih moških želi čim hitreje in čim več denarja zaslužiti. Čim hitreje in čim moč. Oni bi radi bili pri 32, 33 letih, bi oni radi zaključili, imeli dovolj, pasivni income in oni bi potem živeli. Ampak to ni življenje moškega. Moški mora biti produktiven. Ves čas. Tako narediš, nisi pravi moški, ali pa če tega ne narediš, nisi pravi moški. Se pravi, že okolica, ne, ti nisi pravi moški, ampak
Definiraj mi ti tisto, kaj je tisti pravi moški, ne? Kaj bi tisti pravi moški naredil v tistem trenutku. Mislim, nikomur od nas, si upam trditi, ni bilo prikazano, povedano, kaj pravzaprav predstavlja besedna zveza pravi moški. Zdaj, kdo pa je pravi moški? In tudi jaz ti ne znam odgovoriti, kdo je to pravi moški. Zato, ker to je odgovor, ki bi si ga vsak moški moral sam sebi začeti odgovarjati. Pa ne pomeni, da bo ta odgovor dokončen. Mi lahko samo približamo se, oziroma iščemo neke približke temu, kaj je pravi moški. Pravi, nekdo, ki sprejema sebe takšen, kot je, nekdo, ki sprejema svojo moškost, svojo seksualnost, ki ima sebe rad, nekdo, ki si upa iti v konflikt, postaviti mejo, reči ne, nekdo, ki naredi točno to, kar je rekel, da bo naredil, kljub temu, da je to težko, nekdo, ki ne dela stvari, ki so fajn, ampak jih dela zaradi tega, ker tudi če so težke, pa naporne, jih bo vseeno naredil. To so neke definicije, ki jim lahko mi sledimo, ne? Ampak to, kar si pa sama omenjala, da se ljudje zaradi teh pritiskov okolice mogoče bojijo ali pa ne čutijo ne dovolj dobre, ker jim okolica sporoča, da niso dovolj pravi moški, recimo, ne? Je pa v bistvu to samo ena dobra priložnost, da ti vidiš, zakaj okolica na tebe tako vpliva, da se v tebi ta rana dejansko prebuja, ne? In potem, če vidiš, da ta besedna zveza iz tebe ven prihaja, ta fakt nisem dovolj dober, potem imaš krasno podlago, začneš delati na tem, ne? Rečeš, ok, iz kje torej izhaja, da nisem dovolj dober? Zakaj v meni tako zavibrira? Ker če meni nekdo reče, ne vem, ti pa res sem kreten in zdaj, če imam jaz issue s tem, se bom jaz vžgal. Ja. Če pa jaz nimam issue s tem, pa rečem, ja, mogoče sem pa res. In mogoče sem pa res, a ne? Mogoče tako res za tiste, ki še odraščajo, ali pa za najstnike, ali pa tudi za te, ki so v srednjih letih, ki se še iščejo dejansko kot moški. Se mi zdi, da ne moremo lih postaviti vprašanje, kaj so vrednote pravega moškega. Lahko pa postavim vprašanje, zakaj iščejo te vrednote v drugih. Zakaj moški posvečajo veliko več pozornosti internetu, da tam berejo od drugih, kakšen je pravi moški, kakšne vrednote bi mogel imeti pravi moški. Če v sebi točno vejo, če vzamemo te 4 arhetipe, ki bi jih lahko izpopolnili v sebi. Zakaj pride do tega, mislim? Ne bi vedel. Sploh zaradi tega, ker vedno bolj opažam, da je ta mlajša generacija, se pravi, tisti, ki so mogoče še enkrat mlajši od mene, tam 20 plus, da ta generacija, ki začne iskati to pravo moškost, da, tako kot sem se prej navezal, če se navežem na prejšnji moj odgovor, iščejo, kakšen plašč moškosti bi si nataknili, ne iščejo pa tega, kaj jim preprečuje, da oni niso pravi moški, ne? Torej jaz, ko sem začel sam s sabo delati, sem začel ne iskati, kaj jaz sem, ampak predvsem odstranjevati tisto, kar jaz nisem. Da začneš Lupiti se, ne? In Ja. potem prihaja nad tebe tisto, kar ti dejansko si. Edino tako. Ja. A ne? In zdaj, kaj pa danes piše, recimo, tako kot je po internetu, imamo tega ogromno, ne vem, par influencerjev je, ki jih tudi ne mislim omenjati, ker niso vredni, da bi jih omenjal. Okej, Svetovni. To je problem današnjega časa, ker dejansko informacije so toliko dostopne in niso preverjene. Tako je. Kaj lahko svetuješ, recimo, že staršem, ki otroka vidijo, da to gleda, pa to posluša, pa tudi mogoče partnerice, ki imajo partnerja, da se navezujejo, jaz sem pa to videl na Facebooku, nekdo je o tem napisal nekaj je povedal, tako drži. Mislim, moje mnenje je, jaz pač nimam otrok in ne bom pameti solil tistim, ki imajo otroke, ampak moje pač videnje tega, ker veliko pa vseeno delam z ljudmi, ne, je, da se moramo prvo vprašati, zakaj je otroku bolj zanimiv telefon ali pa internet, kot pa druženje z enim ali pa z obema staršema, recimo v tistih letih, ne? In zakaj otrok ne išče, zakaj se otrok ne uči dinamike odnosa ali pa zakaj ne gleda svojih staršev, kako one dva delujeta, in takrat bo dobil on krasno dispozicijo za svoje partnersko življenje, a ne? In najboljši starševski nasvet, ki sem ga kdaj bolj slišal, je, če želite dobro svojim otrokom, uredite najprej vajin partnerski odnos, ne? In ko je partnerski odnos med moškim in med žensko urejen, takrat bo otrok začel čutiti,
kakšno je pravo moško vedenje, ker bo videl očeta, kako on tretira svojo ženo, torej njegovo mamo, in če bo ta ženska sproščena in vesela in nasmejana in zadovoljna in izpolnjena, bo tudi ona potem nasprotno tretirala tako svojega moža in otrok bo na nezavednem nivoju čutil to dinamiko odnosa med njima in on ne bo rabil brskati, on ne bo rabil verjeti influencerjem, ko bo nekaj govoril, ker bo on na telesu čutil tisto, kar on doma doživlja. In to je tisto nekaj, kar mi zanemarjamo. Super. Ja, ker otroci se učijo z zgledom. Ti mu lahko govoriš, kar hoče, on lahko posluša, kar hoče, ampak če bo pa on začutil, da doma je neko varno okolje, kamor on rad se vrne nazaj, pa tudi če so najstniki, ki imajo takšne drugačne fore, ampak če bo on videl, da oče z mamo lepo ravna in da mama lepo ravna z očetom, da je med njima spoštovanje, da si zaupa, da si pomembna, potem sta za otroka naredila mnogo, mnogo več, kot si sploh kdorkoli upa predstavljati. Definitivno se strinjam s tem. Na Facebooku, ko pišem recimo in ko napišem nekaj, da mogoče ne vem, zadnjič, da mnogo žensk ne zna reči vprost, recimo. Da. In to je resnica. Tudi. In tiste ženske, ki so se najbolj vžgale, verjamem, da so tiste, ki bi verjetno mogle kdaj reči vprost. Vsak moški, ki pa tole posluša, bo povedal, če ženska pride tja in reče, lej vprost, tukaj pa sem narobe naredila. Da njemu to, če to reče, je narejeno vse. Definitivno se strinjam. In vprosti, mislim, da ta sovraštvo je nekaj, kar mi dajemo zdaj, mi zdaj to gnojnico zlijamo po Facebooku, in jo zlijamo v komentarjih, ki jih lahko sploh, na TikToku sem nekaj časa bil prisoten, pa sem se ravno zaradi tega odmaknil, oziroma mislim, da je račun še aktiven, niti ne vem, ne gledam ga, ampak tam od spodaj je toliko gnojnice zlite, ampak to je lastna frustracija, notranje napetosti, ki jo mi ne znamo dati ta pravemu viru, torej tistemu, ki je to povzročil, in zaradi tega mi potem iščemo razne kanale, kjer lahko to gnojnico zlijamo drugim. In to je pač nekaj, kar se dogaja in to moramo biti pač pozorni. Tisti, ki to delajo in tisti, ki recimo smo tega deležni, da ne vzamemo tega osebno, ker pač jaz ne vzamem tega osebno. Če je pa oseben napad na mene, potem se pa odzovem tako, da pač postavim svoje meje in tega ne dopuščam. Seri po zidu koga drugega, po mojemu ne bo še. Če se jaz z nečim ne strinjam, ker preberem, ne grem in komentiram vse, ampak pač se ne strinjam, v redu, da oni tako mislijo, čau, ne. Da se pa jaz vžgem, tako se ne strinjam in začnem tam svoje prav dajati, se mi pa zdi, da imam jaz problem, ne sploh, ampak. Ja. Daj mi ti vizualiziraj, mislim tako, če imaš kakšno vizualizacijo, kako bi naj izgledal ta moški, ki ima vse te arhetipe postavljene. Pravilno. Kako bi to izgledalo? To si mi težko vprašanje dala. Super. Moški, ki ima sebe rad, moški, ki sprejema sebe točno takšnega, kot je, ne glede na to, kakšno postavo ima, kakšen je njegov fizičen izgled, moški, ki sprejema svojo seksualnost, svojo moškost, moški, ki ima integriteto, da reče ne in postavi piko, ne rabi upravičevati in iskati razlogov, zakaj je rekel ne, in izdrži s tem. Moški, ki se ne izogiba konfliktu ali prepiru samo zaradi tega, da bi bil mir pri hiši, ampak če njemu nekaj ni okej, bo to povedal in bo to izrazil, vendar bo izrazil na tak način, da bo odrasel, zrel, razumski in brez obsojanja, kritiziranja, zaničevanja, obtoževanja in žaljenja. Moški, ki poskrbi za svojo družino, ki ljubi svojo družino in ki varuje svojo družino in vse tiste, ki jih ima rad. Moški, ki v sebi noter čuti to svojo lastno moč, kljub temu, da se velikokrat boji narediti tisto, kar je prav, ampak kljub temu ne ugaja, ne gre v tisto, kar je fajn in kar je udobno, ampak gre tudi v tisto, kar je težko. Moški, ki naredi tisto, kar reče in ki za tem stoji. Ko je v današnjem svetu, ko je toliko tempo hiter, življenje gre, teče, cel čas se nekaj dogaja. Kako zdaj bi lahko ti svetoval nekomu, ki si to želi izpolniti? Kako priti do tega? Simple. Vsak dan si vzemi 1% svojega časa in ga nameni temu, da boš nekaj delal na sebi. Če ne drugega, se usedi na stol ali pa na tla in glej v prazno steno in se vprašaj večkrat, zakaj sem na tem svetu. Kaj je moj namen?
In po 15 minutah marsikdo ne bo zdržal 15 minut, ker bo prijel telefon, ker bo šel na čik, ker bo odprl si pivo, ker bo začel brati knjigo, ker bo začel, ne vem, ker bo mogel nekaj narediti, ker se bo nekaj spomnil. 15 minut, 1% tvojega časa je 15 minut na dan. Koliko si ga sploh vzamemo za sebe? Mislim, če si ga pa 1% ne moreš vzeti, to pa ne verjamem. Ja. Vsak verjame, da se lahko vzame 1% svojega časa. In če se ti vzameš 1% svojega časa in en mesec se usedeš na tla, v sobo, sam in opazuješ, kaj se tebi dogaja, ti zagotavljam, da bo po enem mesecu tvoje življenje drugačno. Wow. In potem ne boš, 15 minut na dan rabiš, da vizualiziraš. ne rabiš sploh vizualizirati, samo bod sam s sabo. Samo da si. Ker ne zdržiš sam s sabo. Mm. Ker bojo, fora je, da zakaj imamo toliko distrakcij, zakaj se svet tako dogaja, ker ko se ti ustaviš, začnejo ven prihajati stvari, ki niso prijetne. In potem, namesto da bi se ukvarjal s temi stvarmi, gremo. Ja. Telefon, časopis, fuzbal, televizija, Kaj to si imel ti 3 trening sam s sabo, verjetno? par Je let. ja, treba en čas, ampak recimo, da zdaj, ker si tukaj, ko se pogovarjava o tem, katere tehnike so te pomagale? A je bilo to samo vprašanja, ki si jih prej omenil? Ne, jaz sem šel v popolno askezo. Jaz sem šel v popolno askezo, hvala Bogu, takrat ni bilo toliko informacij, kot jih je danes, ni bilo toliko dostopnosti do interneta, kot je danes, ker imamo pač neomejeno količino podatkov, sploh ne vem, koliko imam podatkov na mesec, pač nikoli jih ne porabim vse. Takrat sem kradel Wi-Fi malo prek sosedov, da sem čakal, da se mi je neki YouTube video naložil, ker jih je bilo 100-krat manj, kot jih je danes. Facebooka nisem imel, Instagrama ni bilo, teh kvotov ni bilo, teh teacherjev, teh coachov, tega ni bilo. In sem pač sedel in se spraševal, kaj je moj namen, zakaj sem jaz tukaj. Wow. Ker pač nekdo me ni vrgel na ta svet, zato da bom jaz delal to, kar delam in bil nesrečen v tem. In pač nekaj je tukaj in sem pač čakal toliko časa, dokler tam je hurček mojega obdobja ni počul in potem je iz tega vzkliknil nek nov namen, neko vizijo, sem dobil neko poslanstvo. In to je najbolj boleč način. Že samo vprašanje, kaj je moj namen na tem svetu, je že močen. Ja, jaz ga lahko ga naredim bolj prijaznega. Moški vsak ne se vpraša, česa me je najbolj strah, česa se najbolj bojim. In kaj bi moral narediti danes oziroma jutri, če se ne bi bal, če me tega ne bi bilo strah. Wow. In bolj, ko si bo iskreno odgovoril na to vprašanje, bolj bo bliže svojemu poslanstvu, svojemu resničnemu namenu. Še boljše pa, če to se zgodi v družbi moških, kjer se drug drugega vprašajo, ker ko moški začne bluziti, mi moški to takoj prepoznamo. In rečemo, da je stari ne bluzi, da je po resnici povej. To imate v teh srečanjih tudi, ne? Tudi. A veliko blefirajo, mislim, je tisto na začetku, da ne pokažejo pravega obraza. Itak, a veš, so maske tako močne, a ne? A da se niti ne zaveda. Ne. Ampak ko začuti to pristnost cele skupine, to povzroči, da se odpre. Prostor naredi to, sploh ne naredim tega jaz. To naredi prostor, to je fenomen teh izvajanja tudi postavitve družine na teh dogodkih in to se zgodi samo od sebe. In jaz samo peljem to zadevo, tako kot sem voden. Kako se življenje njihovo potem spremeni? A si dobil kakšne odzive potem? Ja, vse. Saj nekateri še vedno delajo z mano, nekateri pridejo čez kakšno leto spet. Mislim pa vsakmu povem, da to niso dogodki, kjer bomo mi šli domov potem vsi nahajpani, ampak so dogodki, kjer bomo mi šli domov verjetno zelo utrujeni, tudi zelo žalostni, in z zavedanjem, da zdaj se je pa pravo delo šele začelo. Ker ti na 3-dnevnem, 4-dnevnem dogodku, to si dam roko v ogenj, ne moreš spremeniti svojega življenja, ni šanse. Lahko dobiš pa pogled, orodja, tehnike. Jaz vsakmu dam skripto, noter imajo 20 vaj, 15 vaj, sem rekel, zdaj imate za 2 let imate tukaj dela. Sam dela na sebi. Ja, in zdaj, a veš, lažje je pol začeti pir odpreti, pa pred televizijo se vršiti, kot pa se vleš na tla ali pa usedeti pa reči, ok, bom zdaj odmeditiral pol urce, da vidim, preverim svoje misli, da preverim, kako sem, da preverim, a sem naredil danes tisto, kar sem rekel, da bom naredil, kar sem ženi obljubil, da bom naredil, ker sem otrokom obljubil, da bom naredil, pa sem našel izgovor, da tega nisem naredil. In ali bom jutri boljši, ali bom isto zopet, ker vsak pa ve, kdaj laže sam sebi. Saj vemo. Vprašanje, če si to priznamo.
Ja. Vprašanje je, kaj je tako močno zasidrano v nas, ne, ker eni se tega niti ne zavedajo. Recimo, jaz sem okej, tako mi je zdaj v redu. Razumem. Samo pol pa pride pa reče, jaz sem okej, mislim, super je vse, samo žena je pa prišla, da se hoče pa ločiti. Žena pa sem našel v telefonu, da se dopisuje s sodelavcem. Ampak on je okej. In jaz mu verjamem, ker on res ni vedel. Včeraj sem nekoga spraševal, ampak to, kar se je dogajalo, to se ni zgodilo v tistem instant trenutku, da je ona začela se dogovarjati z nekom, se je moralo že nekaj dogajati, da je ona sploh začela razmišljati o tem. A si ti začutil, a si opazil? Ne. Ni. On je, ker to, življenje je takole. In pa kar naenkrat, čakaj, kje pa so midva zdaj? Zdaj pa ti z njim pogovarjaš? Pa se ti govorim, že 3 leta ti govorim, ko mi govoriš. So začudenje, ne? Ja. Ampak če se nekaj bolj navežejo na to, kaj se danes dogaja, tako kot vidim, je, ne vem, čustvenega incesta strani mame do sina, Ja. tega je ogromno. To tudi, ja. In otrok ne zaupa ženski, ker ga je ženska, ki mu je bila tako blizu, ga je tako globoko prizadela. In potem otrok ne more zaupati svoji partnerki, ker če ji bo zaupal in se je odprl, tako kot se je otrok odprl svoji mami, potem ga pa ženska zlorabi, tako kot ga je zlorabila njegova mama, a ne, potem on tega niti slučajno ne bo naredil več. A ne, in bo odprt, in bo zaprt. Od tega bo pa točno tako žensko privabil, ki je podobna njegovi mami, ki bo potem lahko isto naredila, zato da bo v njemu potrdila to rano, ki jo on že noter ima. In tukaj se delo šele začne. To ni, mislim, sama si psihoterapevtka in sama veš, da na lep in ne boleč način ne gre tukaj skozi. Čustvene zrelosti se ne da dvigniti skozi prijetno meditacijo in gremo angele poklicati in zdaj bo vse v redu in dajmo se nafilati s pozitivno energijo, ampak je treba pač pogledati drek. In ta drek je treba dati iz sebe ven. Ker drek v tebi noter ti ne koristi. Zunaj pa, če pognojiš vrt, bo pa lahko nekaj lepega z njega zraslo. Definitivno. Samo treba plevel odstraniti. Ja, sam smrdi, pa umazan si, ne, pa težko je. Ampak da se, če hočeš, ne. Saj ti si tudi eden izmed teh primerov, ke si zrastel skozi težko izkušnjo. Sam pa še vedno rastem, ker potem, veš, izkušnje so potem vedno težje, samo ti si vedno močnejši. Da. Vedno bolje znaš reševati probleme. Problemi pa ves čas prihajajo, to je življenje. Definitivno, ja. Okej. V redu. Mislim, da sva Šele začela. v bistvu bi lahko začela znova, ja. Ne, sva šele začela, ker zdaj se je toliko tem odprlo, da je to, mislim, pri vsakem vprašanju bi lahko naredila nov podcast, ne. Res je. Ampak Ja. ne bo tako zdaj, kot je. Ja. Pustiva malo nevednosti oziroma mističnosti, bi jaz temu rekla. Bomo videli odziv. Okej. Hvala ti. Hvala tebi. WC, nujno, Lula. Ja, dol moraš. Magisterij grem delat, tako da potem se bom, ampak Ja, valjda, tako bom. Kje? A to je nekaj Sara gor piše, si videla to? To sva kupila slučajno. nič ni slučajno. Kaj učiš? Gučin, lejko gučiva, če šteješ.